Tako izgleda tipičen kraški ponor, tipični podiralnik. Da vidimo vrh Javorovega vrha. 1482 metrov. Čudovit razglednik. Dobrodošli na Hotunskem vrhu. Pogled na Blejsko jezero. To je pa, vsaj za mene, najlepši razglednik na Blejsko jezero. Dobrodošli v raju na zemlji. Danes se pa nahajamo na Pokljuki, čudoviti alpski planoti, in se odpravljamo do čudovitih razglednih točk, ki se nahajajo na planoti Pokljuka. To sta razgledni točki Javorov vrh in pa južno od njega pa še en tak čudovit razglednik, se pravi na jug, na Bohinjsko kotlino in pa na spodnje Bohinjske gore. Po tej cesti bomo sedaj hodili približno kilometer pa pol, se pravi 15 do 20 minut. Potem pa bomo šli z te glavne ceste desno in po dolini enega čudovitega potoka prišli na ta vrh Javorovega vrha. Ta potok je tudi nekaj posebenega, ker kot veste, Pokljuka je kraška planota, zato nima površinske vode, oziroma je zelo redka, in ta potok je ena od teh redkih površinskih voda. Ampak še ta potok po kakšnem kilometru presnahne in tudi to se bomo pogledali vmes med potjo. Bomo šli pogledati ponor tega potoka. Potok je pa tudi sam po sebi res lep, ker više gor pa dela čudovite meandre. Po približno kilometru in pol makadamske ceste se nam na desno pokaže taka tudi majhna slabša makadamska cesta, kjer zavijemo desno. To bomo prepoznali tukaj po teh srčkih. Samo jih naprej od teh srčkov zavijemo desno in zapustimo to glavno makadamsko cesto. Po približnih 5 minutah hoje se cesta konča in se nadaljuje taka vlaka. Na naši desni pa že slišimo žuborenje potoka. Kot verjetno veste, so tako vse planote, tako Pokljuka, Jelovica, Mežakla, kot tudi planote na Notranjskem, se pravi Snežnik, Trnovski gor, so vse kraške planote. To pomeni, da nimajo stalnih vodotokov. Ampak te vodotoki poniknejo. In tukaj imamo prvi primer ponora vodotoka na Pokljuki, ki se ga bomo zdaj pogledali. Smo pri ponoru. Tako izgleda tipičen kraški ponor, tipični podiralnik. Samo nekaj metrov naprej se potok popolnoma umiri in dela čudovite meandre. Zdaj se pa nahajamo res na koncu, na povirju potoka, na koncu doline. Vendar nadaljujemo samo naravnost naprej do vrha grebena. Nadaljujemo po poti. Teren je tak zelo lahek, lepo prehoden, še par metrov nas loči do super razglednika, osamljenega, tako seveda kot ste navajeni v mojih videih. Da vidimo vrh Javorovega vrha. 1482 metrov. Triglav. In desno od Triglava Viševnik, Rjavina. Naprej od Rjavine Luknja Peč, tem so pa ti vrhovi Mali Lipenski vrh, Mrežce, Veliki Lipenski vrh in do Debele peči. Zdaj se sprehodimo naprej do Karavank. Prvi vrh, ki se vidi v Karavankah, je Baba, potem je Klek, Golica, Struška, Vajnež, Stol,
vrtača, begunjščica in pa greben Košute. Spredaj pa seveda Pokljuka v vsem svojem sijaju. Res je ogromna. Poglejte, koliko je gozdov. Sam smrekov gozd. Na sredini slike je pa planina Jelje. Sicer se pa tle nahaja res veliko različnih drevesnih vrst, kar je za sploh tako višino, ki sega skoraj 1500 metrov visoko, res redko. Tukaj najdemo od iglovcev smreko. Tukaj imamo seveda macesen. V daljavi je tudi jelke. Te pa najbolj znamenit je pa rdeči bor. To je najvišji ležeč rdeči bor v Sloveniji. Proti naslednjemu razgledniku nekaj časa nadaljujemo po taki potki in kmalu bomo prišli na en tako vlako, gozdno vlako, in po tej vlaki bomo šli navzdol do makadamske ceste. Samo kakšne 3 minute od vrha smo že prišli na to vlako. Po dobrih 10 minutah z vrha Javorovega vrha prihajamo na cesto, po kateri smo šli prej, preden smo zavili v tisto dolino potoka. To cesto zdaj samo prečimo in gremo naprej, nekako kar po vrhu gremena, po tej poti. Pot se kar dobro sledi. Skozi gozd že vidimo dolino Konjsko dolino, vendar do nje ne bomo šli, ampak bomo na dno prišli do tega naslednjega razglednika. Eno cep gre v levo, eno cep pride navzgor desno, mi pa delujemo naravnost, spet rahlo navzgor. Spet smo na nekakšnem grebenu in samo nadaljujemo navzgor po taki kolovozni poti. Po tej kolovozni poti smo šli mimo 2 vikendov in prišli do take planine. Zdaj pa gremo samo mimo tega ograjenega vrtička. Najbolj je kar po desni strani. Tukaj je pogled na planino Konjska dolina. Smo mimo in že smo zelo blizu čudovitega razglednika. Evo, že smo čisto v bližini te dolgine točke. Vidimo klopco in pa razgled na Bohinj. Pustimo dol. Tukaj se krstamo. Je pa še ena taka majhna potka. Sicer na levo stran vas Koprivnik, tik pod nami vas Podjelje, in to je reka in tam se že vidi daljavi Bohinjska Bistrica. Tem so pa spodnje Bohinjske gore. Prva, tak je še fejst zasnežena, je Črnoprst, in to pa vse tja do Vogla. Tisto stran je pa Ratitovec in pa ostali deli Lovice. Tako da tam Javorov vrh se je videlo predvsem na zahod pa na sever. Tukaj se pa vidi proti jugu in proti vzhodu. To ne bi bilo to za današnji video. Upam, da vam je bil všeč. Zato vas prosim, da me podprete in se naročite na moj kanal Raj na zemlji. Pozdravljeni še na drugi pokljuški razgledni točki. Ta je sicer čisto na drugi strani Pokljuke. Tej razgledni točki se reče Bratovlja peč, ki je visoka 1497 metrov. Evo, prihajamo na vrh Bratovlja peči. Gledajte, ta razgled.
Čudovit razglednik. Drugače pa tukaj res previsna stena. Poglejte navzdol. Tisti previs, prepad. Tista ta prva je Dolška baba. Potem imamo Hruški vrh, Klek, Golica. Potem je Struška, Vajnež, tam kjer je en oblak je vrh Stola. Potem je pa še zadaj Vrtača se vidi, Begunjščica, Dobrča, v zadju Kamniško-Savinjske Alpe, Storžič. Te pa tukaj malo bliže, tisti taka poseka je Hotunski vrh, zadaj planota je Lovca in pa Ratitovec. Tako da res taka panoramska točka. In pa seveda, da ne pozabim ta glavnega, dolina Radovne in pa Mežakla. Ter pogled proti gorjam, Blejskemu jezeru in naprej proti Ljubljanski kotlini. To je križišče, ki pelje cesta s planine Klek proti Radovni. In na tem križišču zavidite samo naravnost. Tukaj do roba, tam se živi trop. In tukaj imate do vrha Bratove peči samo 5 minut. Sem na sredini poti na 4. razglednik. To je razglednik Hotunski vrh. Evo, tam sem prišel. To je nekdanje smučišče, Zatrnik oziroma Hotunski vrh. Tukaj je tako križišče poti. Tukaj pripelje pot iz gori oziroma Krnice. Tukaj pa z Zatrnika. Nekateri me sprašujete, zakaj ne objavljam v svojih izletih GPS-a poti. Odločil sem se, da GPS-a poti ne bom objavljal, zato ker menim, da kar dovolj nazorno predstavim, kje poteka pot. Skoraj na vseh križiščih se ustavim, pokažem. Mislim, da je to še največji čar mojih izletov, da tudi če se kdaj izgubite, je potem še večje veselje, ko pridete na cilj. In za tem bom stal, tako da GPS-a poti ne bom objavljal. Prihajam na 4. Pokljuški razglednik. Dobrodošli na Hotunskem vrhu. Pogled na Blejsko jezero. Hotunski vrh, 1107 metrov. Prelepa Gorenjska, res je. In pa pogled, sicer proti soncu, samo na hitro vam pokažem. Tukaj se vidijo celotne vzhodne Julijske Alpe, Debela peč, Ravina, Triglav, Draški vrhovi, Viševnik, Debeli vrh. Ja, to je pobočje Pokljuke. In pa naša prečudovita Gorenjska. Sedaj pa še do 5. razglednika. Spet smo na tem križišču, kjer sem se prej ustavil pod Hotunskim vrhom. Z vrha Hotunskega vrha se najprej spustimo po smučišču proti Zatrniku. Tukaj gre pa pot proti Zatrniku desno, mi pa nadaljujemo samo naravnost v gozd. Tam smo prišli, tam se še vidi del smučišča, zdaj pa tukaj samo navzdol po stezici in po daljavi že vidimo cesto. Jaz sem sicer s kolesom, tako da grem zdaj naprej navzdol s kolesom. Čez lužo. Evo, pa smo na gornji cesti. Tukaj se zapomnite pri tabli Triglavski narodni park in pa ena rampa
tudi piše Hotunski vrh. Tako da tukaj pridemo na cesto. Zdaj pa po cesti pozdravljeni še na 5. čudovitem pokluškem razgledniku. To pa je razglednik, ki se mu reče Gače. Pa pojmo pogledati 980 metrov. To je pa vsaj za mene najlepši razglednik na Blejsko jezero. Seveda čudoviti tudi zasojnice. Samo na osojnici je verjetno sedaj, ko jaz to snimam, 100 ljudi. Tukaj ni pa nobenega. Evo, taka lepa klopca za usedeti in pa pogled proti Kamniško-Savinjskim Alpam, Karavankam, Stolom in pa pobočje Mežakle in pa zadaj Golica. Zdaj pa vmes, ko vi občudujete ta razgled, vam pa še za zaključek povem par stvari o teh razglednikih. En izlet naj bo na Bratovo peč in pa planino Klek. Potem naslednji izlet je lahko po teh južnih bohinjskih razglednikih, se pravi razglednik Javorov vrh in pa tisti bohinjski razglednik. Tretji izlet vam pa priporočam, da naredite krožno turo, in sicer izhodišče naj bo Zgornje gorje in greste z Gornjih gorij skozi Pokluško sotesko, pogledate Pokluško luknjo, galerije in potem z galerij greste na Zatrnik. Tam lahko kaj popijete, pojeste, potem pa Zatrnika na 4. čudovit razglednik Hotunski vrh. Tam z gostilne Zatrnika so oznake. In potem z Hotunskega vrha na ta razglednik, kjer sem sedaj. In potem lepo po cesti se spustite navzdol do glavne ceste, ki pelje na Pokljuko. In potem še dobra 2 km do parkirišča v Zgornjih gorjah. To se mi zdi res tak čudovit izlet, kjer vidite res ogromno stvari. Najlepša hvala za ogled tega videoposnetka. Se priporočam, da me sledite na YouTube kanalu Raj na zemlji in pa se vidimo v naslednjih doživetjih. Lepo se imejte. Čau!